Spoštovani, tako kot večina makroekonomskih kazalcev, tudi slovenski izvoz v letošnjem letu ne dosega pričakovanih rezultatov. Še več, slovenski izvozniki so v drugem kvartalu letošnjega leta izvozili prvič po nekaj letih manj kot v enakem obdobju v lanskem letu. To so zaskrbljujoči podatki, še posebej, če vemo, da je bil prav izvoz gonilo lanske rasti slovenskega gospodarstva. Na Gospodarski zbornici Slovenije v okviru programa Go International Slovenija poskušamo slovenskim izvoznikom, pa tudi podjetjem, ki šele razmišljajo o vstopu na tuje trge, pomagati do večje učinkovitosti pri prodoru na tuja tržišča, do močnejše prisotnosti na tujih trgih. In v okviru tega programa pripravljamo tudi tako imenovani dan internacionalizacije Gospodarske zbornice Slovenije, ki bo potekal 20. septembra. V okviru dneva internacionalizacije smo pripravili nadvse zanimiv program. V dopoldanskem delu smo pripravili dva zanimiva modula. V prvem bodo predstavniki slovenskega gospodarstva, podjetij, ki so močno vpeta na dogajanje na svetovnih trgih, sporočili in predstavili, kako biti še uspešnejši, kako se soočiti z zaostrenimi tržnimi razmerami na globalnih trgih. V prvem delu bo svojo vizijo in predvsem, kako uspešno promovirati Slovenijo, slovensko znanje, slovenske uspehe, spregovoril tudi naš zlati olimpijec Iztok Čop. Verjemite mi, zanimivo bo. V drugem modulu bosta nastopila dva gosta, iz Brazilije in iz Indije. Tema bo seveda, kako biti uspešnejši na hitro rastočih, a oddaljenih trgih skupine BRIC. Ob tem bomo gostili tudi srbskega veleposlanika, ki bo razmišljal, kje so še priložnosti za tesnejše sodelovanje med Slovenijo in področjem nekdanje Jugoslavije, zlasti Srbijo. V popoldanskem delu bomo pripravili 4 okrogle mize. Okrogle mize, ki bodo regijsko obarvane. Dotaknili se bomo, kaj lahko še storimo in kje smo lahko uspešnejši na trgih nekdanje Jugoslavije, torej na Balkanu. V drugem delu oziroma v drugi okrogli mizi bomo spregovorili o področju državah centralne Evrope, Češka, Slovaška, Poljska. To so trgi, ki se razvijajo hitreje od Slovenije in tukaj so priložnosti tudi za naše izvoznike. Spregovorili bomo še bolj o tem, kako uspešno na hitro rastoče trge skupine BRIC, zlasti Indijo. In ne nazadnje, dotaknili se bomo tudi tega, kje so še priložnosti na nemško govorečih trgih, še posebej v Nemčiji, ki je prva izvozna država slovenskega gospodarstva, in v Avstriji. Verjemite mi, zanimive teme in nedvomno zanimivi sogovorniki. V zadnjem delu v sklopu dneva internacionalizacije Gospodarske zbornice Slovenije se boste lahko pogovorili in seveda izmenjali mnenja z področnimi vodji, z ljudmi na Gospodarski zbornici Slovenije, ki pokrivajo posamezne države, posamezne regije. Prav gotovo koristne informacije. Spoštovani, vljudno vas torej vabim, da se nam 20. septembra pridružite na Gospodarski zbornici ob dnevu internacionalizacije. Verjamem, da bomo skupaj našli recepte in načine, kako biti še uspešnejši, še prodornejši pri osvajanju novih tržišč. Vabljeni.